23. april je svetovni dan knjige. V sklopu tega dneva, ker Slovenci imamo radi knjige, tudi seveda drugi narodi, imamo vrsto dejavnosti. In ena od takih je noč knjige. Letos bo potekal v posebnem formatu, ker se pač ne moremo tako v živo množično srečevati. Mi dva sva danes tukaj, smo vzeli vse ukrepe varnostne, tako da ne bi zdajali slabega vzgleda. Ne? Tako je, ja. Pa bi se mi dva tako na splošen danes pogovarjala o knjigah in predvsem naš namen je tudi, da spodbudimo ljudi k branju. No in letošnja noč knjige ima v fokusu nekako kot izhodišče Prešernove verze. Namreč letos je 220-letnica rojstva Franceta Prešerna in če lahko spomnim, ne se to najbrž veste, je njegova pesem bila, je mogel izpustiti eno kitico pri poezijah, Edino sreča sprava. Ja, gledajte, preroško sporočilo Franceta Prešerna je izjemno aktualno danes, tako kot takrat, danes pa na nov način. V samostojni državi Sloveniji živimo, milostni trenutek je to za vse nas Slovence, doma in po svetu, v širši domovini. 30-letnica plebiscita, potem prihodnje leto 30 let samostojne države Slovenije. Ampak, da se vrnemo k tej temi osnovni, edino sreča sprava, to je tisto, kar naj bi Slovencem bilo neke vrste vodilo, temelj, da se trudimo v vsej različnosti pogledov, filozofij in pogledov na življenje, da gradimo edinost. Edinost je možna pa sem tam, ker je tudi različnost. Če različnosti ni, potem tudi edinosti ni. Sreča in sprava, sreča pa je nekaj, kar ni nekaj, pač, kar se zgodi v enem trenutku, ali pa enkrat za vselej, ali pa enkrat za 5 let, potem pa nič več. Sreča je pravzaprav v tem, da se za srečo trudimo vsako jutro, vsak dan, vsak trenutek. Torej, in sprava pa seveda ob vseh dogodkih ni naroda, ni zgodovine, ker ne bi bilo težkih trenutkov, kalvarije, križa, tudi sovraštva, do najhujših stvari pride. Se, če beremo Antigono Sofokleja, potem vidimo, da je to aktualno kot grški zgodovini, svetovni zgodovini naši. Veličina naroda pa je, da se s tem sooči, da se približa čim bolje mogoče resnici, dejstvom, tudi z nekim časovnim odmikom in naredi nek nov korak, da se iz tega nekaj naučimo. Torej, Prešeren je zelo aktualen in tudi danes zelo aktualen. Rad ga preberam, rad grem vrbo na sprehod, tam okrog Breznice, vrbe in tistem koncu. Se mi zdi, ko človek pogleda proti Julicem ali pa proti Karavankam, da je imel poseben navdih lahko tam v tem čudovitem okolju. Zagotovo. No in zdaj ste se že navezali na to moje naslednje vprašanje. Skozi knjige vidimo, da je že v zgodovini se marsikaj zgodilo, tako kot se nam to danes dogaja, ko smo v tej posebni situaciji, za katero si sploh nismo mogli predstavljati. Mogoče se vdaj v kakšni knjigi že opisovali, recimo Camus v Kugi. Tako da so knjige naše učiteljice, ne? Knjiga je gotovo nekaj svetega, zato ker je beseda, ki je zapisana sveto. In besedo je Bog ustvarjal svet in rekel je, bilo je. Potem imamo začetek Janezovega evangelija, v začetku je bila beseda in beseda je bila pri Bogu in beseda je Bog. Zame je izrečena beseda, pa tudi še bolj zapisana, ki ostaja, ki jo lahko preberamo stoletja nazaj, kako je lepo eno staro knjigo, 100-200 let staro prijeti v roke, pa prebrati nekaj še. Morda imamo včasih težavi z jezikom, ampak je za razumevanje, da vidimo nekaj svetega, je knjiga in beseda je zakrament. Zakrament, torej je en navdih Božjega, zato je tudi velika odgovornost, da bo beseda ne postane zgolj nek populizem, poplitvena, prazna. Izrečene besede, koliko jih izrekamo ali pa zapišemo, z besedo
večkrat spregovorimo o tem tudi z besedo zapisano ali izrečeno, je človek pobil veliko več tudi kot z orožjem. Veliko več, ker lahko človeka uniči, ga ne uniči fizično, ampak ga tudi duševno, duhovno ga poniža in zato mora biti beseda izrečena z enim posebnim občutkom, odgovornostjo, spoštovanjem. Zdi se mi zelo pomembno in zdaj pa v teh časih, ko smo v taki osami, je pa seveda veliko več priložnosti za branje, premišljevanje, branje, pisanje tudi. Študenti imamo na Teološki fakulteti te Teams videokonference, predavanja, veliko berejo, pišejo, še več berejo lahko zdaj. In mi včasih, zakaj pa toliko brati pa pisati, se jih po svoje razumem, vse to je kar zahtevno, ampak po drugi strani pa sami ugotavljajo, zdaj po parih mesecih, ko sem napisal tukaj sejo, prebrali kar veliko tekstov, od Janeza Pavla II. Do najbolj sodobnih tekstov Harta ali pa kakšnih drugih, Plotina, Pascala, Justa, pa Nietzscheja, pa Heideggera, pa drugih, pa Umberta Eka, pa kardinala Martinja. Zdaj pa ugotavljajo, in tega sem vedno najbolj vesel, ko ugotovijo, saj je naporno, ampak lepo. In vredno, ne? In vredno. Tako. Gospod Škof, vi ste tudi avtor več knjižnih naslovov. Seveda predvsem prednjačijo knjige na področju etike. Komu so te vaše knjige namenjene, dobro, poleg študentov, ne? Koga imate pred očmi, sploh ko se ukvarjate z etiko? Ko pišem, ali pa želim pisati, ali pa sem zapisal, predvsem željo, da bi bilo to preprosto za branje, lahko za preprostega človeka, ne glede na formalno izobrazbo. Moj pokojni oče je rekel, to ne veš, napiši tako, da bom jaz razumel, pa tudi tisti tvoji, ki so tam gor v Ljubljani. Torej, koliko mi to uspeva, ne vem. Recimo to knjigo, ki je šla pri založbi Družina med Vagamundom in Romarjem, ker so zbrani nekateri eseji, potem razmišljanje o nadškofu Šuštarju, samostojni državi Sloveniji, potem pa seveda poglavje o morda malo bolj študijsko o problemu liberalizma, podivjanega liberalizma, je napisano, upam, da v taki čim bolj poljudni obliki, pa hkrati toliko strokovno, ker sam po sebi nikoli ne želim poniževati bralcev. Bralci, ne glede na izobrazbo formalno, so zelo razgledani in pisanje mora biti majčkeno bolj zahtevno, argumentirano, analitično, predvsem pa aplikativno, oziroma da se nanaša na neko konkretno življenjsko zgodbo tukaj in sedaj. Tega sem najbolj vesel in ko se pogovarjam, ne gre to samo za študente, ali pa kolege, profesore, škofe ali pa duhovnike, gre za širši krog ljudi, s katerimi se srečujem in želim, da se o tem pogovarjamo, predvsem pa je vedno zapisana beseda spodbuda k osebnemu razmisleku. Najbolj sem vesel tega, če nekdo, ko nekaj prebere, en esej, ali pa eno razmišljanje, ali pa znanstveno razpravo, da ga je to spodbudilo, da postavlja vprašanja, da je kritičen, da se z marsičem ne strinja, da ima svoj pogled. Hvala Bogu, če smo z besedo, s knjigo nekoga prebudili. Zato se trudim. Tako, hvala. In tudi knjiga ti da možnost za razmislek, ne? Ti ne pobegne. Ni kot nekaj tist mimo bežnega, ne? Tako je. Glede, ko sem razmišljal o branju, pisanju, ko sem študentom skušal razlagati, zakaj je to zelo, zelo pomembno in pametno, mi je v roke prišla ena knjiga, takrat je bila še v angleščini, zdaj pa v slovenščini že prevedena, Moč branja in pisanja. Moč branja. Pa sem pa to knjigo še enkrat prebral, pa je študentom tudi povedal in gre od Sokrata, ki nič ni zapisal, Platona do najbolj sodobnih tekstov. Torej, beseda, zapisana beseda je tista, ki spodbuja k razmišljanju. Beseda je tudi neke vrste simbol, zato je najvišja ali pa čudovita govorica tisti, ki imajo dar za pisanje, poezija, literarno delo, ki še bolj pušča to odprto literatura,
Sam tudi rad vzame v roke kakšno knjigo od Dostojevskega, Jančarja ali pa kakšno drugo delo, ker to se mi zdi, da je tisto, kar človeka prebudi notranje. Je pa tudi res, to je pa tudi in pisanje. Sam rad poudarjam rokopis, ne sam pisanje, tako rokopis študenti tudi vedo, pa ti drugi, recimo, ko sem bil v Škopovih zavodih direktor, če je kdo prišel v službo, prošnje se ni tipkalo za sprejem. Pa argumentacije življenjepisa še morda, ok, to že, ampak rokopis, napisana beseda, je še bolj sveta, ker z roko, ko pišemo, z roko takrat tudi s srcem razmišljamo, glavo razmišljamo in srcem čutimo. Roka, možgani, srce, ne smemo tega ločevati, skupaj gre. In zato je zapisana beseda ima prav posebno moč. Profesor Trstenjak me je učil malo zvijačo, sem to naredil, grafologije, ampak dobro, to je zelo analitična veda, to ni kakšno šloganje, ko se včasih dohiti. Po pisanju odkrivamo različne značaje, različne tehnike, imamo umetnike, fizike, imamo tako, drugačno pisavo. Včasih sem malo pohecen, da seveda že z pisave približno vidim, za kakšnega človeka gre. Tudi maturo vsako leto ocenjujem že 15 let, približno 500 esejev na leto. In po pisavi vidim, da je pa umetnik, da je fizik, da je sanjač, da je tak, da je bolj še šolski primer, zelo obnovno piše morda. Skratka, zapisana beseda, rokopis, pa brana beseda je nekaj, kar človeka prebudi k razmišljanju, je pa tudi napor. Namreč nekaj napisati, ko nekaj povemo, takole se nam zdi preprosto. Ko pa zapišemo, pa gledamo, preberemo, počrtamo, pogledajte, če gledamo rokopise, ne vem, največjih pisateljev, pesnikov, umetnikov, znanstvenikov, vidimo cel kup tudi različnih verzij, različic v tem obdobju, potem verzijo tega, prečrtano, dopisano, ampak to je v redu, to je dinamika, to je napor, tudi branje včasih napor. Smo kar lahko izmučeni, posebej še pri nekem zahtevnem tekstu, zelo zahtevnem. Zato imam sam rad kakšno zelo strokovno literaturo, filozofsko, teološko, potem imam pa še kakšne kitajske pravljice, kaj takega o humorju, recimo pri družini izdajate krasne knjige in tole, ko je na zadnji strani družine. Smeh je pa Pozdravlja. Pa potem se mi zdi, da je to fantastična stvar, da nismo pretirano resni, skozi v nekem položaju s hude pripravljenosti. Majčkam humorja mora biti. Tako, in jaz mislim, da naše misli pač v teh časih, v teh dneh zaposlujejo teme o smislu bivanja, biti take težke, malo nas je strah. Najbrž lahko najdemo uteho tudi v knjigah. Tukaj, gledajte se, zdaj je morda več priložnosti za to. Sicer pa to vprašanje, s katerim ne bi se vedno ukvarjali. Veste, ta epidemija v redu še bolj priložnost, da se je morda kakšna stvar, ki je itak že bila prisotna, odkrila. Prav nič drugega ne. Pokazala je na krhkost sveta, človeka, človekovega ega. Mislili smo, da cel svet obvladamo, posedujemo, jaz imam moč, denar, pa obladam, pa se je pokazalo, da ne gre. Da smo samo končna krhka bitja. Dokler človek svojo življenjsko zgodbo, mnoge knjige, avtori govorijo o tem, sam tudi rad saj 2 življenjepisa svetnikov preberem na leto, ker pokaže na vso krhkost, omejenost, končnost, pa tudi radost bivanja. Torej, pokazalo se je v tem času, da nekatere vprašanja sicer zakrivamo, jih tlačimo, jih ni na dnevnem redu. Bolezni, smrti, tega ni, to skrimo. To gre v avtomobile, v Angliji vozijo mrliški avtomobili, imajo Coca-Cola napisano, da ne bi koga motilo, razen od cerkve oziroma na pokopališču pa ja. Ko sem prvi pogrešal v Angliji, sem bil čist iz sebe. Tam pride en avto, pripelje rajnega dušo vožnjo, tam v nekem avtomobilu, ki je nemogoče, popisano vsemi možnimi reklamami. Sem rekel, pa kaj pa zdaj to? Bomo imeli partije, bomo imeli pogrebne.
Ja. Skrito, ne? Potlačiti, ja. Potlačiti. Drugo vprašanje tudi. Ampak čim bolj to tlači človek, tem bolj se to dviga, upije. Jaz upam, trdno upam, da bo to priložnost, da bomo, ko bo stvar se umirila, kako se bo niti ne vemo, ker je 1000 teorij, razlag, verjetno bo pa to prisotno še leta, desetletja, lahko kot je gripa, virus, prisotna še vedno. Da bo ta situacija vse nas spodbudila, da so to vprašanja, s katerimi se srečujemo, ker če jih tlačimo, potem je vedno slabše, je hujše in enkrat dari v poči. Pa rečemo, a kaj se pa s tem človekom zgodilo? Skus je bil super, da je pa kar počna nekam. Ja. Ker ni šlo tako naprej. Skratka, pandemija, ki traja zdaj te mesece, tudi ko se srečujem, pogovarjam z ljudmi po svetu, predvsem na Kitajskem, Koreji, na Japonskem, govorijo o tem, da je to predvsem resna priložnost, spodbuda, da se človek zave svojega bivanja, da vemo, da živimo. Danes je dan planeta Zemlje, dan Zemlje, stvarstva, stvarnika. Kaj smo naredili z tega planeta? Od vprašanja okolja do vsega ostalega, torej, da je to priložnost za en nov začetek. Vsaka situacija je razlog za izziv, da se majčkano zamislimo. Dajmo vzeti to kot priložnost. Tako, in tudi to je lepa priložnost in veliko časa imamo res za branje. Včasih rečemo, da tega časa ni, ne? In da je to razkošje, če si človek lahko vzame 1 uro ali 2 popoldne in sede in bere. Zdaj pa ta čas imamo, ne? Jaz trdno upam, ne vem, kakšna situacija, ampak da ljudje res veliko berejo, več berejo. Da to ne bo zdaj, kot pravi papež Frančišek, zelo duhovito, pa modro, pa preprosto, da ne bo zdaj to neka kavč pandemija. Ja. Računalnik, še en film, pa spanje, pa hrana, pa pa to. Ker knjiga, trdno upam, da imamo ob sebi knjige, da jih beremo, zelo različne, lahko je taka ali drugačna, lahko je literarno delo, strokovno delo, pa tudi karkoli, se pravi nekaj pametnega, da ne zgubimo časa, ker pri knjigah je tudi treba zelo biti pazljiv, je poplava vseh mogočih knjig, takih populističnih naslovov, takih naslovov, ki se prodajajo, vseh možnih svetovanj, v enem dnevu boš uspel, 2 dnevih boš srečen, v 4 dnevih boš pa bogat. To vemo, človek mi je enkrat rekel, en študent je rekel, veste, se to ne gre, ne? Prodaja se pa super. Ko grem v knjigarno, vaša knjigarno, tukaj je božansko lepo na Družini, na Grekovem trgu ali pa v knjigarno Družine v Škofovih Zavodih, je tu čudovita. Všeč mi, da se lahko v knjigarni usedeš, poklepetaš, prebereš, pobrskaš. Skratka, trdno upam, da se bere in da se bere kvalitetna literatura, da pa ni nekaj, kar samo gre super, se prodaje, kar žal založbe nekatere to počnejo. In lahko tudi taka beseda, ki ni uporabljena, zapisana spoštljivo, ampak populistično, da se bo prodajalo, je zopet lahko zelo, zelo problematična. Kaj pa vi prebirate v teh dneh, katero knjigo? Jaz imam vedno 3-4 knjige odprte, zdaj imam tako po stanovanju, ker živim sam, je to možno ob posli. Zame je vedno na prvem mestu seveda ob Svetem pismu. Breviarium. Sveto pismo berem pa različno, zdaj berem psalme še enkrat. Vsak dan enega še dodatno. Z vsemi razlagami, ki jih imam dopisane iz fakultete še, iz leta 1980, 81, 86. Mi je luštno to prebirati. Potem Avguština, potem imam vedno ob sebi še to različno literaturo, recimo Avguština mi je dal takrat Max Ipavc, ki je bil pri nas kaplan, potem je zdaj pa Ježekovič, pa Streš človek in njegov bog za filozofijo religije, ker imam ta predavanja zdaj, ta predmet.
Potem pa seveda je od literarnih del je pa ob meni vedno neke bližini Jančar, potem je vedno v bližini tudi Dostojevski, Cankarja, zdaj preberem znova, res se mi zdi neverjetno po letih, ko človek zopet kakšno knjigo tako vzame. Potem pa seveda imam pa kitajske pravljice, ker to je tisočletna zgodovina in je genialno razlaga določena temeljna vprašanja. Potem pa še kakšno drugo literaturo. Za duhovno branje sem si ponovno vzel to, kar je išlo pri družini Bog preseneča, Gerald Hughes, ki je fantastična knjiga. To je tudi eno tako lepo ustvarjalno delo, vsak dan za premišljevanje. Potem so pa še različne druge stvari, ampak knjige, 5-6 jih je tam ob posli, pa tam ob mizi, na mizi. Imam tako imenovano tisto železno repertoar, ki je nujno prisoten, to je študijski, potem je pastoralni, to, kar imam za pridige, kaj novega skušam prebrati. Potem pa od filozofskih pa zdaj prebiram Harta, ateistične zablode, potem Harta, se pravi Lepota neskončnega, večnega, to je pravoslavni teolog v Ameriki, Logosu je išlo več njegovih del, genialno, pa Cerkvene očete. To je pa zdaj tisto, kar sem si zdaj za mesec maj, Cerkvene očete. To pa se mi zdi zopet ena tak literatura, ki je zelo, zelo ključna. Potem pa še kaj takega, ko krščanstvo ni bilo dolgočasno, pa malo humorja. Pa nekaj tako tudi za sprostitev gotovo, ne? Tako, ja. Ja, gospodčkov, že ste prej omenili to knjigo Med vagabundom in romarjem. Kaj smo mi danes, bolj vagabundi ali romarji, današnji človek? Mislim, da smo oboje, da smo malo vagabundi, malo tavamo, malo želimo to in ono in tretje in četrto, vsakega po malem bi malo človek probal. Po drugi strani sem pa trdno prepričan, da v jedru v bistvu pa človek le želi biti romar in kot je na tem Kregarjeva slika je to, hodi v občestvu, to je ključno, da hodi v skupnosti, v občestvu in da gleda svetlobo, potem pa sence ostajajo za njim. To je slika, ki je imel Škof Šuštar v svoji pisarni, da imam pa jaz v svoji pisarni Kregarjevo delo, ki genialno se mi zdi predstavi to človekovo pot. Če hodiš v občestvu, se nimaš česa bati. Če gledaš proti svetlobi, je vedno senca za tabo. Če pa gledaš skozi nazaj, potem je pa skozi senca, potem je pa skozi nekaj narobe, potem bo čisto se narobe, če drugega ne polna, prazna luna, slabo vreme, to počutje, ne vem kakšno, skozi bo nekaj narobe. Namesto, da bi rekli, kot je Demokrit že napisal Slavni Grk, da je človekova temeljna napaka, da jambra na tem, česa nima, namesto da bi hvaležen za to, kar ima. Ker bomo vedno lahko jambrali. No, Grke, rad berem Platona, prebiram ponovno Kocijančičev prevod Platona, je zopet zajetno delo, obsežno delo, ampak ga imam pa tudi zdaj na eno od tega železnega repertoarja, ki ga prebiram. In romar vagabund ni samo eno ali pa drugo. Tako kot sem za Veliko noč zapisal, da človek ni, ali pa sodobni človek, kristjan, ni nikoli samo kristjan, ne vem, pridem, pravi, dober in tako naprej, ampak se včasih najde bolj apostolu Petru, včasih Judu, včasih razjarjeni množici, včasih Pilatu, včasih v Veroniki, včasih Mariji Magdaleni, Mariji, ne vem. Ni tukaj življenje črno-belo, eno in drugo smo, oboje je v nas. Ne smemo obupati in vedno vedeti, kam sledimo, ne kam gremo. Tako je. Tako. Jaz upam, da sva vas navdušila za branje, da boste posegli po kakšni knjigi. Najbrž je priporočilo najboljše takšno. Tisto, kar začutite, da vas zanima, tisto temo poiščete, ne? In gotovo v knjigah najdemo odgovore na večino svojih dilem in vprašanj. Ja, po moje še vedno tisto, kar je najbolj sveto, priti tudi v knjigarno, se vse pobrskati. V knjigarni je treba biti 2 do 3 ure, pa cel dopoldne.
da bodo, upam, čim prej odprte. Ja, najprej bile v začetku maja. Tako. Potem pa pobrskaš to knjigo, ono, tretje, pa nekaj preberemo, kakšno poglavje, kazalo, povzete, karkoli, uvod. Ker potem gotovi človek, lahko je naslov super, pa ugotoviš, da ni to. Lahko pa je naslov ne preveč populističen, pa ugotoviš, to je pa to. Pa da smo tudi kritični, izpirčni pri tem, da ni kar vsaka literatura, kot sem že prej omenjal, kar super, še ni. Da znamo izbirati, pa po drugi strani, pa jaz sem nekaj oseb, ki jih pokličem, pa jih vprašam, ne vem, ne bom omenil konkretnih, kaj pa je zdaj pametno prebrati na strokovnem področju, literarno delo, drugo delo, kaj pa je tisto, kar mi priporočaš. In vedno sem dobil super nasvete, v glavnem vedno. Morda sem take ljudi poklical, vprašal, tudi za literaturo na fakulteti, pa tudi za osebno branje. Je pa dobro ritmičkano, seveda, iz tega ožjega konteksta, slovenskega, evropskega. Sam sem vesel, da imam prijatelje, veliko prijateljev v Indiji, Kitajskem pa Koreji, predvsem kitajsko zgodovino, literaturo, skušam seveda ne v kitajščini prebirati, da dobimo majčkano širši kontekst, kaj se dogaja na tem našem lepem planetu. To se mi zdi, da je potem pri branju zelo ključno. Na mnogo vprašanje odgovori, še vedno pa je knjiga spodbuda k osebnemu iskanju, ali pa predvsem to, nobena beseda zapisana razen Svetega pisma ni razodeta, nobena. Sveto pismo pa ja. Torej, k iskanju, tudi kritičnemu razmisleku, predvsem pa, da nas to spodbudi pogovor, živ pogovor, da se pogovarjamo, razmišljamo. Zato so mi všeč tudi večeri, predstavitve knjig, literarni večeri, večeri o knjigi, določeni temi. To pa je tisto, kar je, če se to zgodi, potem je pa knjiga res dosegla svoj namen. Drago Jančar, v jeseni smo se srečali na enem pogovoru, je rekel, najhujše je pri zapisani besedi, da pogosto živimo v gluhih časih. Da nekaj napišeš, pa nič ni. Nič ni. Je rekel, pa kaj ne naredim, da bo kaj? Radi spodbudil k razmisleku. Nič ni zapisano. Knjiga, pač krajši esej, kar tišina. Gluhi časi so najhujše, ki govorijo o neki apatiji, praznini. Pač človek se hitro poleni, Bog ne daj, da bi se v teh časih, da v tem času epidemije kdo preveč polenil. Ker tisto, kar bo zdaj najtežje, ni bilo to, kar je za nami, ampak kar bo pred nami, da se človek morda res, da se prebudi, da ne živimo v gluhih časih, da se pogovarjamo, odzivamo, pišemo. In druženje, biti v občestvu. Biti v občestvu, v druženju, pogovor, beseda, da se poslušamo, slišimo, govorimo o prebrani besedi. To je pa tisto, kar se mi zdi pika na i pri vsaki besedi oziroma vsaki knjigi. Tako, in tudi knjige nam omogočajo, da potujemo, gremo v katerekoli svetove. In nismo, tudi če smo fizično v nekem prostoru, skozi knjigo potujemo, kamor želimo. Tako da, in jaz ob koncu mislim, da to oba želiva, naj bo vsaka noč knjige, ne samo nocojšnja. Točno tako. Knjige, besede, ki je pravzaprav zapisana, izrečena, je milost, je sakrament. Hvala lepa. Hvala vam.